Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Prav je, da povemo še, kdo so pokrovitelji oddaje, da je Eles sponzor, tako veste. Torej, pokrovitelji oddaje so še pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina lopari.si in kozmetični salon Petra iz Lake. Tokrat pa je z nami, lahko rečem, moj dober prijatelj, nekoč tudi sodelavec na kisuškem Siporexu, Miran Kokole. Miran, živjo. Zdravo, zdravo. Tema tokratnega pogovora bo tek. V kakšni prejšnjih oddaj sva midva govorila o tvojih popotovanjih, tudi po Himalaji, tudi po kakšni drugi državi. Govorila sva o tvojih alpinističnih, padalskih, jadralno-padalskih podvigih. Zadnja leta se pa res zelo aktivno ukvarjaš s tekom, mislim, da kakšne 6 let, a? Ja, res je, da večkrat sem bil že tle gost, no, zdaj že en cajt nisem bil pri tebi, ampak v glavnem prej, koliko si omenil, sva določene stvari, no, zdaj pa sem me povabil, da se pač pogovorimo o teki, ker se zdaj pa res kar intenzivno ukvarjam. Zelo resno, ne? Ko si začel pred 6 leti, dobro, vse skozi si se športom ukvarjal, si bil alpski smučar dober, ne? Tudi ta turno smučar, alpinist, bil si vedno v športu. Je bilo težko začeti s tekom? Ja, ne vem, že ko sem se ukvarjal z vsem tem stvarmi, ne pa, da sem tudi prej s padalom leto, kar ekstremno, pa tako naprej. Sem pol začel malo tuhtati ali pa tako naprej, že prej sem si včasih želel, da bi maraton leto, ne. Ampak, ne vem, prej, ko sem delal jam, pa tako naprej ni to šlo skupaj, ne, ker za maraton treba kar dosti treninga. Zdaj pa se trudim. Ampak verjetno nisi kar s maratonom začel. Verjetno je bil najprej že uspeh 10 km preteči. Ja, ne vem, mislim, da ta prvi tek je bil po Zagorski dolini v en moročem popoldnevi, pa je kar zanimivo, ne, ko sam 10 km letiš, ne. Ko se pa stvari nagrajujejo, pa tudi trening, pa vse stvari so drugačne, ne. In potem si se začel spogledovati najprej z malim maratonom? Ja, ne, tako je, ne, kar se mene tiče teka, ne. Na 10 km letijo lahko vsi. Na 21 je selekcija že večja. Na 42, mislim, da jih leti 2000 Slovencev, no, češ pa že pol grem en korak naprej. Na ultramaratoni pa mislim, da je njih 70 v Sloveniji. Ja, tiste pa že pol bolj naporna, ne? Ja, in pa treba že resno trenirati. Ja, pa vsaka stvar je tako, ne, da kukar se stvar stopnjuje, treba več, ne. In gre, ne, čebula. Kar je pa razveseljivo, ti si navdušil še druge svoje družinske člane. Žena Rozalija, zelo veliko s tabo teče, v zadnjem letu pa vidim, po zadnjih letih pa tudi hči, ne, Liza. Ja, mislim, da je Rozi ta prva začela, ne. Ona je začela že, ne vem, 2009, jaz sem šele pol 2010, ko sem šel. Pa se ni prej športom ukvarjala, ne? Zelo veliko. Ja, tako po hribih, ne. Po hribih je Rozi hodila, pa malo plezala z mano. Čeprav sem dosti dobre stvari lezel v svoje leta, ne, tako da plus Himalaja pol naknadno, ne, tako da to je še zmeram prva ljubezen, bi rekel. In je Rozi potegnilo? Ja, in je ona pač, ne vem, kako da je pol ona začela, sem rekel, pa še jaz malo probo. Ampak zdaj sem pa že kar delč prišel, bi rekel. Kdo je začel teči? Rozi ali ti? Rozi. A Rozi je bila prva? Prva, ja. Te je potegnila v to? Ja, letos pa mislim, da zdaj gremo konec meseca, gremo vsi trije na 42. One grejo prvič, jaz pa 10-tič. 10. maraton je to tvoj? Ja. Pa ne, ljubljanski maraton? Ja, različen, ja. Kateri, Radence? Ja, najtežji maraton mali je Logarska dolina. Mozir je Logarska dolina, je 42 najtežji. Ker je tudi višinske razlike, 450 metrov, no jaz sem ga dvakrat letel. A tudi Radenci so težki, ker je zgodn, ne? Ja, Radenci mora biti bolj problem vreme, da je topo. Ker letos jaz nisem bil, ker me ni bilo doma, sem bila na dopusti žena. Doč pa Radenci so bili prej 2 kroga, leta se bo pa prvič krog, ne vem, pa tam čez Avstrijo, pa tako naprej, ampak bom pa v naslednjih letih do tega proba. No, Miran, ti si tudi eden tistih, ki mislim, da si bil na vseh teh naših humanitarnih tekih, ki jih organiziramo, zasavskih humanitarnih tekih na Rudarju. Ponavadi odletiš tam okrog 30 ali pa tudi več kilometrov, ne? Zdaj si se, mislim, da odločil za v petek, ko bo tek za 30 kilometrov. Zakaj? Ja, zdaj bom tako, ne? Zdaj ne zadnje 3 tedne pred maratonom ni, da ne vem, koliko pretiravo, ker ne vem. Rad bi
Rad bi enkrat 42 let, da bi se mi vse pokrili. Ne? To pa to tudi pomeni kar dober cajt. Če pa bo, pa ne vem, težko je reči na maratoni. Dober čas pa je zate zdaj. Za mene bi bil 3:20 dober. Sam za 3:20 je treba kar dobro leteti. Je treba 21:40 bi mogel leteti, pa pol v naslednjih 21 ne zgubljati. Preveč. Na Ljubljanskem maratonu je zdaj en krog. Zdaj je en krog, že ta 3 let, mislim, da. No, se jaz sem zdaj Verjetno ta četrtič grem. Verjetno je to za psiho boljše, ne? Kot če Ne veš, da vem. imaš še enega. Jaz pa mislim, da je, ne vem, Da ne. glede kako je bilo, koliko je bilo ljudi, pa koliko je bilo, ker Ljubljana je kar v redu tako maraton, pa hladen maraton, kar mi veliko bolj odgovarja, kot toplota. Se veliko bolj počutim, tako da se mi zdi, da je bilo več ljudi na 2 krogih, da je bil boljši vzdušje. No? Ker po 21, ko preletiš na Aškar, če oni grejo v cilj, ti greš pa okoli dol, je to dosti manj ljudi, pa, čeprav je pa kar fajn, lep maraton, pa tudi, mislim, ta prav spektakel za Ljubljano. Ne. Miran, če gledaš še malce nazaj na te naše humanitarne teke, ki jih soorganiziramo z Društvom prijateljev mladine Trbovlje in društvom, športnim humanitarnim društvom Človek, Mitja Duh. Zakaj pa vem, da ne greš sem teč na ta humanitarni tek, tudi drugih se udeležuješ. Zakaj se udeležuješ humanitarnih tekov? Ja, ne vem, mislim, da je treba ljudem pomagati. Ne, sej, pa, če si pač tekač, ne, kar čutiš nekaj, da lepo, da prideš, ne, pa nekaj pač prispevaš. Te stvari so za to namene. Ne. Če je za določen, a ni lepo, da se, ne vem, da se za otroke zbira, da gre na morje ali pa za ta DVC. Ne. To so stvari, ko se da pomagati. Sej ni zdaj to, ne vem, kak znesk treba dati, ampak če je to veliko ljudi, pač nekaj ne. In je prav, se mislim, pa tudi cajti se tak, da je kar problem za vse te stvari. In tam so krogi, ne, na atletski stezi. Kaj ti bolj ustreza tek v naravi? Ja, bolj mi ustreza tek, krogi mi nikoli niso, ampak pol, če že gremo rečemo, pridem takole narediti, pol moram vsaj narediti, da imamo eno vrnih trening. Ne. Zdaj na zadnje leto, 40 km, ne. Spomlad, ko sta letela. Ko sva mi letela 32? Ne? Ja, no, jaz sem pač en trening naredil, ne zato, da me jo tam na stadionu gledali, ker me tisto me sploh ne zanima, ampak je pa fajn, če pol en trening narediš, pa nekaj od tega imaš, ne? Ker to je pol dolgoročno naložba, no, bila, rečemo, za ta moj ultramaraton, ki sem ga leta sleda. Tvoj najdaljši tek je zdaj 75 km. Ja. To je bilo v Logarski? Ja, to je 3. maja, smo leteli iz Cela v Logarsko. Štartaš pred mestno hišo, zjutraj ob 6, limit je 12 ur. Je res tako težek, si mišljal, da je tako težek, ko nisi na njem, recimo? Ne? Ja, stvar je v tem, da kje do Mozirskega gaja je to kar ravninska. Ne? Da pozna, to je pa to pol 31 km do Mozirskega gaja je bolj ravnina. Ne? Pol stvar se pa pol začne Ljubno, Luče. Solčava. Tam pa, rečemo, tam ne vem, ne morem reči, ko gre mislim, da gre 200 metrov višinske do Mozirskega gaja, kar ti z avto ne občudiš, ampak že vsi kolesarji pravijo, če se ti peleš v Logarsko, veš, kako to izgleda. Ampak pol iz Mozirskega gaja, ne, v Logarsko je pa 450. Se pravi, da ta maraton je 75 km, pa 650 višinske razlike. Koliko vas je šlo? Mislim, da nas je štartal, ko sem jaz gledal včeraj, 146, v cilji nas je bilo pa 131. Aha, 104 moških, pa 27 žensk. Si ti kaj vmes, kaj bil v dvomih ali nadaljevati? Sigurno je prišla kriza. Glih, da bi odnehal njeno, ampak ker sem si Zakaj? že prej... Knapovska trma, Kišuška trma? Kokoletova trma? Jaz sem že prej, mesec pa pol prej sem leta dal v Radeče, pa nazaj 52 km po enem toplem dnevi, ko je hčera šla s kolesom zraven za logistiko, pa da sem malo pil, pa tako naprej, pa kak gel vzameš. In dobro, Ljubno je bil zelo vroč, moram pa reči, da tisti dan bil zelo topel, no? Da smo mi, ko smo štartali v Celi, je bilo 16 stopinj že zjutraj, ne? To bi bilo dosti, če bilo ob 2, ampak ni bilo, ne? Pa je bilo pa tam Ljubno, ne vem, 25, 26, 27, tisti dan. Tista sobota zredno bila topla. Asfalt? Ja, in tam enih 10 km v Ljubno proti Lučam je bilo, ne vem, jaz se zdaj kako kotle. In tam tudi je bil malo krize, malo noge pekle, pa tako sem bolj z gelom namazal, pa štomfe preobup, pa gremo naprej. Si se ustavljal vmes za... Ja, vsako uro pol gela, vsake pol ure pol gela, pa še pil malo vmes, pa tako naprej. Za koliko se to staviš? 2-3 minute? Ja, ali pa
Ali pa tudi na teh postajih je bilo 15 postaj, da nekaj spiješ, nekaj vzameš, ker treba je vedeti, da ultramaraton cajt ne pomeni nič. Ne. Ja. Na ultramaratoni te bedno vpraša, cajt nima veze, ampak da si prišel v cilj, to je cilj ultramaratona. Ne. In ti je kje težko se za 3-4 minute ustaviti, potem pa spet štartati, pa te boliš vse, ne? Mislim, da je prki konc ne se preveč ustavljati, ne? Ker rečemo, ne, jaz 50 km sem leto, bi rekel, kar z lahkota. Tukaj sem bil kar malo presenečen, glede na toploto, pa tako mi je kar dobro šlo. No, po 50 tam ljubno proti lučam, pa kar bilo malo tak. Pa se začne vrniti gor, ne? Prideš ti v luče še 18 km, ne? Je to še zelo delč pol, ne? Pa prideš v Šolčavo, je še 9 km, in to pol pa gre dejansko skozi v hrib, ne? Kdo te pa spremljal na tem teku, da ti je kaj pomagal, ne, s kakšnimi nasveti ali pa s kakšnim napitkom? Dobro, vse si rekel, da so bile postaje, Ja. ampak kje do domačih? Ne, skozi je bila žena z mano. Ne, vse kar prvič. Kako gre to? Gre z ultramaraton. avtomobilom? Ja, ona gre z avto in se vsake, bolj gre parki cilji več, kot se ustava, ne. Tako da, ne, brez logistike, kar bi bil po moje kar problem. No. Si šel ti načrtno v treninge? Zdaj, jaz vem, da takrat za 50 km na Rudarju, dobro, nekaj kilometrov že imaš za sabo, ampak nič nisem načrtno treniral, pa vem, da bi moral, ne, ker je bilo težko. Ja, zdaj tako je, ne, lej, za ultramaraton moraš kar fajn trenirati, pa tudi glava, ne, sej, vemo, ogromno glava naredi, ne, če nisi ti psihično pripravljen, je škoda, da ne greš, ja. Fajn trenirati, sam trenirati, kakšna prehrana, ne vem, še kak drug šport? Ja, mene so zdaj vprašali, če sem kaj prehrano spremenil, pa sem rekel, da sem svinjino pojačil. In tudi, ne vem, prej sem začel, pa mislim, ko začneš stvari, pa rad bi maraton leto, pa tako naprej, pa je to kapo dol, vsem, ko maraton letijo. Ker jaz vem, ko je leteti 3 ure pa pol, pa ko je leteti 5 ur. Ne? Če ti nisi, ali telesno nisi dosti pripravljen, ali nimaš moči, je tudi to muka, ne? Ker maraton se začne po 30 km včasih, po 35 in to dolgih kilometrih še pol, čeprav jih ni več velik. Ne? In sem se odločil za hrano, niti pod razno tonom spreminjal. Jem tisto, ki mi paše, in naravno imam pa svinjino. S klobasami vred, ne? Ma vse, kar je svinjskega, mi gre dobro. Torej, malce te maščoba, ne? Ja, no. Kaj pa sladkarija, pa... Ja, tudi to. Nič ni Nič ne problem. paziš, Nič ne? ni ben, mi se sploh namerkam. Kaj pa kar se pijače tiče? Kakšni izotonični napitki? V glavnem, tako, veš, ko je do 30 km benih stvari najemljem. Ni potrebe, ali tudi načutim ne potrebe. Kak izostar še tkule mar biti, če je topel. Razen se pravi, na teh velikih tekih sem pa začel in cajt nisem nič, benih gelo pa nobene stvari. Jaz sem maraton par leta v Ljubljani, mislim, da enkrat z en deci vode brez vsega gela. Tam okoli 3 ure pa pol, ne. Bi šlo. Ker se ti je zdelo škoda zaustavljati, ne? Ne, pa tudi tako je, ne, zdaj pa vidim, da polk se po 30-ih, zdaj ne dvakrat kar problemi, pa malo drugače začel na teh dolgih tekih. Si pišeš treninge, zdaj gledaš, da je lepo vreme, greš tudi, če daš? Ja, v glavnem glih, ne vem kakem, če je topel, ni problem, mi je tudi dežje, ampak zdaj pa se že malo bojim dežja, da se ne bi zdaj prehladil pred maratonom, ker se mi je to lan naredil, da sem bil 14 dni bolan pred maratonom, pa ni tako, kar bilo treba. Te pobere, ne? Ja, da pobere, pol po 30-ih začne pobirati. Čeprav, če se odločiš, ko greš od doma na 30-kilometrski trening, ne, to je 2-3 ure, ne, tam, ali pa še več, ne, se zgodi, ne, da se vreme spremeni. Ja, kukvet, zadnjič me je prali dvakrat in to vrnih, ne. Ampak je stvar tako, ne, če enkrat zastaviš, pol umika ni več, ne. Ni, ne? Ne sme biti, ne. Še kakšen drug šport, jaz te vidim včasih tudi s kolesom? Ja, kolo pa trebam sam tle mal, po hribih pa sam za noge, ne. V hrib pa domov, ne, to tam po uro pa Zakaj pol. zaradi nog? Ja, malo za zraven dodatek, ne, ko trebam pa sam hribe, nobene ravnine. Ne. Miran, jaz to včasih opazujem tu, mimo letiš in v kakšnih preteklih letih sem kar opazil, da vsaj meni se zdelo, da sem imel težave s tetivami, ne. To je taka tekaška težava, boleča tetiva. Kako je zdaj s tem? Se je to saniralo? Si spremenil tek? Si v butu spremenil? No, ne vem, mislim, da je stil imam en tak čuden. Se to ima v glavnem teka govorimo. To ima vsak To ima vsak svoje, a ne. Zdaj, ne vem, imaš določene,
tako spravi, da se da popraviti, da na brzin dobiš pa tako naprej. Ne vem, če ima smisel pri mojih letih to popravljati. Sem pa rečemo, zdaj imam pa take copate, ko mi štimajo. Ne. In peta, prej sem imel 3-4 leta probleme. Stesivo s peto, ne? Ja, ta desna, ja. Tudi po treningu zdaj imam pa švicarski cena je res kar, ampak mi pa zdaj, čeprav zmaram še dam une v bliže gor, pa tele na nogih, tele blazince na nogih in je to dosti boljš, kot je bilo prej. Tako da rečemo, zdaj sem leto 75 ultramaraton, nisem imel nobenih problemov s petom. No, zdaj teh copat nam še več, ne, to je škoda se meni. Posebno zdaj, ko bo, ne vem, rad bi, ne vem, drugo leto 100 leto poravnina, ultramaraton. Za koliko časa imaš ene copate, imaš več copat doma, ali si tako navada železna srajca, se navadiš na eno obuto? Ne, za te dolge teke imam ene, čist nove, ampak čist take zaresne. Tudi ta nov model, sam je pa problem, ne, da se kamenjat nabirajo, da je bolj za asfalt narejen, ne za tako. Pač pa imam 2 ali pa 3, ko jih uporabljam. Za te ultramaratonce pravijo tudi maratonce, ker noga zaoteka, Ja. to je dejstvo, da je fajn številko ali 2 večje imeti, ne? Ja, ne vem, jaz sem imel dolg Mizuno, pa Mizuno mi ni odgovarjal, ker je bil preširok od spredja, ne, tla pred prstom pa nard, tako da bolj mi odgovarja, da je čuten copat na nog, ne, in ne vem, to, ko imam zdaj uporabljam, pol številka večja. Ja. Samo pol? Ja, čeprav rečemo, ne vem, jaz zdaj na tem ultramaratonu meni noge niso ne zatekle. Tudi na meni maratoni nisem poradil, da bi imel pa to. Da bi imel nabito nogo, Ne, to ni. Kaj pa nohti? Zdaj ti vem, da laufaš tudi te gorske, ne, in navzdol zna biti včasih problem. Tako kot pri alpinizmu, ne, če nimaš gležnarja, ne, ko greš navzdol, ti ne bija potem nohte. Ja, nimam teh problemov, kaj glih, pa določen pa imajo te, ne, da jim grejo nohti dol, pa tako naprej, pa žuluc pred, ne, to glih, to je kar ureda, kar se teh stvari tiče. Očitno od človeka do človeka različno, ne? Ja. To mora vsak sam probati, veš. In lej, tudi copati so tako, ne, zdaj ponudba je taka, ne vem, 100 vrst ali pa 200 vrst. In je pa fajn, no, da nekaj najdeš, ko ti res odgovarja, ne, posebej, sej z 10 km, Ja, ne, sploh ne nucaš, ne breko opanke, ne, ali pa dobro je. Pač, ni treba dati, ne vem, 120 ali pa 150 evrov za ne, ker nima smisla, ne, za 30-40 evrov se te akcije kupš. Pa imaš, pa imaš, pa ni to problema. Pa če se pa pol za te teke maraton pa ultramaraton pa mora biti, ne, ker to pa ni pol vse, ne. Če greš recimo na tako daljšo progo, koliko časa potem počivaš? Zdaj vem, da po tem ultramaratonu v Logarski dolini si, mislim, že v roku enega tedna že tekmoval, ne? Ko tredeš trening. Ja, tako da, ja, to je zgodaj, ne? Ja, za tak tek je bil kar mal, ne? Bilo malo za moja leta, pa tle je bilo 1200 višinske razlike, moram pa reči, že moram pohvaliti športno društvo pa Ivačiča, da je bil fajn organiziran tek. Da rečemo čisti vaški tek, pa je bil organiziran dosti boljš, kar, ne vem, na kakšne tekme hodimo le in pravim res. Ala in vera, super so zrihtali. Ja, pa tudi lepa udeležba. Lepa udeležba, se pravim, no, tek je bil pa kar tu pospet, pa kar zahtevno. Posebno za mene po en teden po ultramaratoni. Miran, koliko ti posegaš po tej strokovni literaturi, pa po teh knjigah, ki so jih napisali ultramaratonci? Vem, da imaš od Dušana Mroleta, tudi sam si ga srečal večkrat, pa smo se že tu v baru Sedmica tudi srečali z njim. Čeprav se mi zdi, da je on bolj tako iz narave ven izhaja, so pa nekateri zelo filozofski, ne, ko pišejo v te knjige. Od prehrane, vse je natančno, delovnik, trening dodelan. Koliko ti zleze to pod kožo? Ali greš kar svojo pot? Zdaj je tako, ne, jaz Dušana poznam z Himalaje, pa vem, da je poseben karakter, ne. Ampak, ne vem, meni pozitivno, ne. Za marsikere ni, ne, ker ima pač, ampak je pa, ne vem, super dečko. Sam z njim se, kar se njega tiče, ne vem, če se dajo kakve paralelke, ne, ker on je čist nekaj posebnega. Svetovna špica. Ja, to 100%. In tiste stvari, kar je on probal, ampak ne, on je rekel, ne, da mu tudi da je na pir laufa, ne. Ampak to je naredke, ali pa mislim, pa na sendvič tudi, ne, potekmi takoj, ne. So pa zlej, jaz sem določene stvari bral, ampak ne vem, jaz se zdaj na svoj organizem nič kaj glih nakompliciram, kak paragrafi,
ne vem, če se to obnese. No. Saj za enkrat se pri meni ni, ne. Vem pa, ne, te poznam že tudi pred 6 leti, da je pa obseg okrog pasu manjši zdaj, kot je bil. Manj Ja, te mora biti res, manj te da je je, zdaj ja. potekel. Ne? Zdaj je to, ja, to se drži. Kuriš Ja, energijo. mislim, kar se hrane tiče, pa te jaz celo čokolado pojem, ali pa nekaj, ali pa sploh se neč namirka. Mislim, sam treba je si pa vse stvar taki. Ja. Karkoli se ukvarjaš, se veš, če se nažiraš, pa afne guncaš, pa tako naprej, pa televizija nagranja. Ja, lahko, sam to je treba pol, ne vem, naslednji dan ali pa čez 2 dni pokurta, ne, če ne pa pol to. Pa tudi počuti se dober. Si zasvojen s tekom, imaš občutek, da se brez njega več ne da. Ja, zdaj, malce si zasvojen tudi z loškim glasom, ne? Brez tega tudi ne gre, ne? Petja. To je pa že stara ljubezen, briko tudi, ne, skoraj 40 let je tudi nekaj, ne. Ko pač ne ugasne. Ne. Ampak glej, sam je pa včasih, veš, kaj problem je tudi, da je prehud, preveč stvari imam, ker nimam sam zdaj tek, pa kolo, pa ne vem, Pa še vnuke, ne? vse sorte, v glavnem 100 stvari je, ko se včasno pokrije. Ne. No in se glih to hoče reči, da takrat malo pred ultramaratonom je bilo eno tako obdobje, ko nisem mogel premalj, no, takrat bi mogel še malo dodati, pa ni šlo časovno, ker sem doma imel del, pa tako naprej. Pa je pol se mi ti spoznal, no. Zdaj na takem dolgem teku. Miran, jaz na leto, pa se mi zdi to veliko, pa za tiste, ki ne tečejo, ne, reče, 700-800 km na leto, ne, je pa to zelo malo za tiste, ki se ukvarjajo z ultramaratonom sploh. Kako je tebi to sledilo? Verjetno si pišeš, recimo 6 let nazaj, pa zdaj. Ja, v glavnem mene 3-4 leta mislim, da imam čisto vse teke in razdalje napisane. In pa vse pač te tekmovalne teke. In cajte in uvrstitve, sam za mene. Ja, Saj je mene mene pač dejansko drug ne zanima, ne? Ker jaz vem, pa s mojih letih sta mladi nagrst to skupaj. Čeprav ta mladi so za kratke teke. Za ultramaraton so redki mladi, je pa starejša populacija, ampak je bolj vzdržljiva. Ne? In kako ti raste pretečeni kilometri? Ja, zdaj v 2-3 letih tam od 2000 do 2200, 2300. Ne? In ko se to pogovarjaš z drugimi podobnimi tekači, ste tam? Ja, kar tla nekaj, ne? Rečemo za maraton bi tudi mar biti tam v 1500 naprej šlo. Ne? Ampak je to stvar, ne? Stvar posameznika, no? Pa stvar razpoloženja, pa tako naprej, ampak zdaj, da preveč ne trpiš, dobro se trpiš, moram dejansko pol, ne? Ampak ko prideš pa v cilj, zdaj ne vem, če je kjer poslušal unga praprotnika, ki bo zanič po televiziji, ne vem, malo nazaj, ko človek preleti maraton, pa saj tudi ni toliko važen, pa manj zadoščenje, da se ni zastojen trudil, ne, ker lej, pač maraton je nekaj, no, ne vem, ko pa kjer pomeni, ali pa jaz zaradi drugih se ne ukvarjam s tem, ne, pa tudi druge mnenji me ne zanimajo, čeprav zdaj, ko pa z ljudmi takole, ko niso vedeli, da sem mal ultramaraton letov, pa ne da, se nima veze, ne vem, če ga je kjer v Kisec, mislim, da ne, v Zagorju so, to poznam, tle v Kisec, pa ne vem, če ga je kjer leto, pa ne vem, mar biti kjer mislijo, mar biti pa bojiš, da mu narata, kako kar smo mi naglihali vsi skup, ne, če jaz ne, zakaj pti, ne vem, lej. Sigurno je to, marsikjer je tak, ampak vem, jaz tisti moji prijatelji pa tako pa, tem pa ne morajo verjeti, ne, ker to je le. Poznam te, vem, da stvari se resno postopiš, ne, zdaj jaz sem bolj tako narejen, vem, da bo tudi zdaj 42 verjetno za mene, ker ima problem, ampak jaz si zmeraj rečem, se bo, ne, koliko je veliko prej ne razmišljam, na tem mi je potem žal, ne, ko vem, da je kar težko, ti si malce bolj, ne, malo več prej narediš za tisti cilj, ki ga imaš. Ne, moraš narediti, ne, pa tudi hočem narediti, veš, ker, ne, lej, jaz če nekam pač grem, na vsak tek grem se potrudim, ne. Jaz se potrudim po svojih najboljših močeh. Njimi pa zmaram določene stvari, mi včasih ne štima, ali mi, ne vem. Ni to, nisi zmaram glih razpoložen, ampak za te teke pa dosti raj vidim, da vem vse, čeprav zdaj jaz mislim, da Ljubljana ne bi smela biti problem, ampak prej se njemu zmaram respekt, prejšnji dan. Kva bo falilo, kva spet kaj ne bo, a ne? Čeprav vsak za sebe leti. Si malo sužen časa, ker poznaš čase od prej, da želiš tekmovati sam sabo? Ne, ja, jaz sam sabo, a ne, in lej, jaz se pač potrudim, pa tudi vseh malo vidim, koliko sem razpoložen. To se vidi, že po 5 kilometrih. Na tisti marbiče ne, ampak tam po 20 pa točno vidim, kje sem. Ne, in pač lej, in pa se tudi sparjazne, danes je tak dan, ko tole ne vem, ko ne bo. Gremo samo skozi cilj, ne? Gremo samo skozi cilj. Ja, pač bomo lej, ampak tudi s nekaj za sebe naredil.
Imaš v načrtu, sem slišal, 100, ne? Še prej me pa nekaj zanima. Jaz imam zelo rad vzpone, ne? Nekako skoraj najbolj ustrezajo, rad gremo hrib, ampak tu je ena težava, ne? Ker je treba tudi potem navzdol, to je pa za kakšne hrbteničarje, pa tudi za malce obrabljene kolena že kar lahko problem, ne? Kaj pa ti? Ja, za hrib sem kar vzdržljiv, ni ne vem kakšne brzine, ampak hrib mi kar odgovarja zelo. Greš kot tank, ne? Ja, tukaj ne vem, ampak kar dobro. Lepo počasi, ne? Grem do tistega do pravega naklona, ni problema. Kaj pa navzdol? Navzdol pa se pač malo bolj mirkamo, ne. No, zdaj krašno. Kaj to pomeni bolj, da bolj greš po petah? Kako? Ja, zdaj tisti kratki koraki, a ne? Zdaj kratki koraki, a ne? Kad je tek, tek jaz moram navdol bolj težk, ne, kakor pa hrib, ne. Pa še pazite treba, sploh če so brez potja, da ni kakšna korenina, ne? No, se tako. Kje padeš? Ja, ne, zaenkrat ne, sem kar stabilen. Paziš na to, ne? Ja. Kaj posebno delaš še mogoče trebušnjake, kje za gležnje, ali je to že v teku vse? Ja, včasih tudi delam malo. Zdaj sem že prej malo več, zdaj pa malo, ja, malo. Da imaš pa žago v rokah, sekiro? Ja, drugače pa imam tudi del, pa raz gre malo hosta delati, pa tako naprej, malo drveno. Velikokrat pred kakšnim tekom, ne? Ja, če si pa jezen malo na sebe, ne? Velikokrat se je že tako naredili, sem 3 dni delal, pa sem šel pa na tek, ampak pač pride tako, ne, take življenje. Treba. Bi lahko, če ne bi bil upokojenec, toliko pretekel, ne? Ja, kar težka bi bila, ne, pa s tem z jamo niti pod razno, ne. Ne gre, ne? Ne gre, ne se napokriva to. Miran, ne vem, kako dobro poznaš kaj medobčinsko ligo zasavsko malega nogometa, ne? Že kar nekaj let zapovrstjo je aktualna zmagovalka medobčinske lige malega nogometa, ekipa iz Zasavja, ki ima čisto, iz Hrastnika, ki ima čisto italijansko ime, mogoče veš? Vem, kjer so, ampak zdaj se ne spomnim. Ki za zbolj Škote poznamo, ne? Ja. No, to je pa Juventus Hrastniški. Ja, veš, da se igra skozi. Ti tako potem pade, ne, v misli. Bomo malce žrebali, ti bo žrebal, prvi žrebani prejme masažni valček, ki ga poklanja trgovina lopari.si. To je pa tak res poseben valček, se ga postaviš na tla in se potem lepo čez njega zapelješ, je kot ročna masaža, ne, čeprav Mira, ne, ročna je ročna. Ja, ko pa vem. Greš kaj na masažo? Bolj malo. Rej imam kak ceh v rok. Je masaža delovna. No, prosim, žrebaj prvega. Aha. Juventus, tako je, Marija Grošelj, ulica Talcev 1A, bomo še pokazali. Takole, še malo. Takole, evo, Marija Grošelj, ulica Talcev 1A, Zagorje, tako. Drugi izžrebani pa prejme bon za pico v pizzeriji Dimnik Trbovlje in Mikico naše televizije, prosim, žrebaj. Bi me kjer lovijo. Ja. Lej, ta nagrada gre pa v Trbovlje, prvo Zagorje. Irena Vozelj, Gabrsko, 1A, Trbovlje. Evo, bomo še malo počakali, evo, v redu. To je druga nagrada. Irena, čestitam, to je naša dolgoletna sodelavka takole prek nagradnih vprašanj pa odgovorov. Tretji žrebani pa prejme bon za 2 pici v pizzeriji Čebelice iz Lake, pa kar žrebaj. Miran, pravijo, da pica za športnike ni, ne? Ampak, kaj ti praviš? Vse v mejih, normalje, po moje nima kaj biti. Vsak dan ne, ne? Ja, vsak dan ne. Matic Bizjak, Rovišče 15, Sava, Juventus, tu je pravilno zadaj, to pa še ime, evo, takole je. Pa še tako ma pokazali, evo, Juventus. Lej, v Zagorje, v Trbovlje pa na Savo smo dali nagrado. Novo nagradno vprašanje pa je, vem, da zelo spremljaš tudi nogomet in sem prepričan, da veš, mimo grede, kateri to je klub, Maribor, Olimpija? Maribor, še vedno? Zmaran, vedno bil? Bil in bo. Miran, kaj pa Barcelona, Real? Real, zakaj? Ja, ne vem, skozi, ne vem. Mi ne sjede Barcelona. Tako je, ne? Ja. No,
Prvi žrebani prejme bon za masažo hrbta, ki ga poklanja kozmetični salon Petra iz Lake. Drugi žrebani prejme bon za pico v pizzeriji Dimnik, Trbole in Mikico podjetja Evo Elektroprom. Tretji žrebani pa prejme bon za pedikuro, ki ga poklanja negovalni salon Andreja Zagorja. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22 412 Kisovec ali pa kar je ceneje na etv@elektroprom.si do 18. oktobra, časa več kot dovolj. Mi da so pa tudi pri koncu prvega dela oddaje, ob koncu najinega intervjuja. Miran, še povabilo, ne, za v petek ob 9. vse skupaj se začne na Rudarju, ta 5. zasavski humanitarni tek. Ti se verjetno pridružiš malce kasneje, ne? Ja, bom malo pozneje prišel na 10. Ko bomo ta prvi maraton odtekli, ga predamo štafeto Mitju Duhu in Mitja potem odteče še naslednji maraton, da bo to do večernih ur to trajalo, da naberemo čim več denarja za Kristjana, ki ga potrebuje za poplačilo nekaj dolgov, za neko operacijo, ki jo našo zdravstvena zavarovalnica ne pokrije. Miran, hvala, ker si bil z nami. Hvala. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. Sledi še drugi del oddaje. Nogometaši v tretjih slovenskih ligah so odigrali tekme 7. kroga. Trboveljčani so po dobri predstavi v zasavskem derbiju gostili favorizirano ekipo Brava iz Ljubljane in brez Saše Ribiča in Jana Bergerja ostali praznih rok. Gostje so zadeli prvi, na 1:1 pa je z 11 metrov poravnal Staš Kazič. V nadaljevanju so Ljubljančani dosegli še 2 zadetka in zasluženo zmagali 3-1. Zagorjani brez 3 igralcev prve postave so na gostovanju pri ekipi Vilesovega iztržili 0-0. Čeprav so imeli trenersko premoč, so se morali na koncu zadovoljiti s točko. Domači so namreč prišli do 11 metrovke, ki pa jo je vratar Miha Gracar ubranil. Ivančani so v derbiju kroga gostili ekipo iz Šenčurja, gostje so bili boljši, povedli 0-2, za končnih 1-2 pa je v končnici tekme poskrbel Andrija Novosel. Jevničani so bili v tekmi z nogometaši iz Lesc igrali 1-1. Še skok v 4. ligo, Kičevška Svoboda je na Dobu izgubila 6-0, Litija pa doma z Dolomiti 1-0. Spremljali ste posnetke zadnjega zasavskega derbija. Za rokometašicami Zagorja in rokometaši iz Dola pri Hrastniku je naporen teden. Oboji so odigrali po 2 težki tekmi. Zagorjanke so v sredo v tekmi osmine slovenskega pokala gostile Krim Mercator in izgubile 27-19. Rezultat ni realen prikaz odnosa moči na parketu. Omenimo še najboljše posameznice v zagorski ekipi. Tjaša Stanko je dosegla 11 golov, Andreja Perič pa je izbrala kar 13 obramb. V soboto so se aktualne državne prvakinje v tekmi 3. kroga državnega prvenstva pomirile z ekipo Celja, Celjskih mesnin in zmagale 25-21. V prvem polčasu sta se ekipi menjali v vodstvu, v nadaljevanju pa so si varovanke trenerja Bojana Voglarja priigrali že 6 golov prednosti, a so vseeno vse do konca tekme trepetale za zmago. Utrujeno Tjašo Stanko je strelsko dobro nadomestila Janja Rebolj, ki je bila 7 zadetki prva strelka v domači ekipi. Po 5 golov so prispevale Tjaša Stanko, Kaja Voglar in Nataša Lepoja. Ja, sigurno to prvo moram čestitati puncim za tekmo, da so se borile do konca, da so vztrajale in da so po slabi tekmi, ki je bila pričakovana, po odlični tekmi, pokalni tekmi s Krimom, pa tudi nekje moramo vedeti, da imamo zelo mlado ekipo, da je to v bistvu mladinska ekipa in da v igri bojo nihanja, bojo padci in sponi in v tem trenutku v bistvu
dve take težke tekme v tako kratkem času res težko odigramo. Imamo težave s poškodbami, levo krilo Katarina Čečko in desno krilo Nino Ražen. Jaz sem izredno vesel, da so punce to izvlekle, da igrajo in da se borijo, da je golman Andreja na nivoju. Danes je pomagala še Pija Hren z tem obranjenim 7 metrovki, tako da vse čestitke. Jaz upam, da se bomo zdaj spočili, da se bomo sanirali in da, ko se reprezentantke vrnejo, da bomo zopet pravi. Torej, celih 14 dni premora vam bo kar prav prišlo. Ja, sigurno. Jaz upam, da v teh 14 dneh bomo sanirali poškodbe in Nine in Katarine, plus tega, da osvežimo vse ostale. Jaz upam, da res ne bojo prišle reprezentantke preveč utrujene iz teh priprav, da bojo potem lahko odigrale tisto tekmo v Mariboru normalno in potem imamo zopet en teden 14 dni pauze, pa 10 dni, ker bomo s Krimom zopet najverjetneje igrali med tednom, ker oni igrajo Champions Ligo, tako da jaz upam, da takrat bo vse sanirano in da bomo pravi zopet. In katere igralke iz Zagorja so na seznamu selektorja? Ja, na seznamu je Tjaša Stanko, Janja Rebolj in Valentina Panger. Vse tri, ki so že v lanski sezoni in tudi v letošnji sezoni pokazali izredne igre, da so zasluženo uvrščene med teh 20 reprezentantk, ki so poklicane na te prijateljske tekme z Češko in Madžarsko. Hvala lepa, srečno in pa naslednje čez 3 tedne. Najlepša hvala. Rokometaši Dola TKI Hrastnik so v tem času odigrali tekmi 4. in 5. kroga in obeh ostali praznih rok. V sredo so gostili novomeško Krko in po dobrem prvem polčasu, ki se je končal 13-13, na koncu je izgubili 31-26. Klemen Brile je bil s 7 goli najboljši strelec v domači ekipi. V soboto so Dolani gostovali v Trebnjem in podobno kot že v nekaterih prejšnjih tekmah odigrali dober uvodni del, potem pa v nadaljevanju popustili in izgubili 33-24. Amal Ajdari s 6 in Janez Guček 4 zadetki sta bila najbolj učinkovita igralca v dovski ekipi, pri kateri sta manjkala Gregor Klepej in Jasmin Ramič. V prvi B ligi so odigrali tekme 3. kroga. Rokometaši Herč-Martnega so na Kodeljevem zmagali 28-22. Z 8 goli se je znova izkazal Tilen Strmlan, dobro pa sta mu asistirala še Peter Bahovec s 5 in Aleš Šmet 4 zadetki. Rokometaši Rudarja so na gostovanju v Krškem izgubili 41-34. 9 golov Robija Habjana, 8 Nikole Ravenskega in 7 Luka Lenarta je bilo premalo ob slabi igri v brambi. Odlično gre rokometašem Sviža iz Ivančne Gorice, ki tudi po 3 tekmah ostaja na vrhu lestvice. Tokrat so v gosteh z 29-23 premagali rokometaše Črnomlja. Simon Stopar je bil z 9 goli najboljši strelec. V soboto je v Krašni potekal 31. tek za krov, poleg tega pa tudi pohod in 5. krovkov tek za najmlajše. Vreme je najbolj vplivalo na število pohodnikov, organizator Marjan Štrukal iz športnega društva Krašnja pa številom tekačev ni bil nezadovoljen. Gospod Štrukal, glede na vremenske pogoje danes, kako ocenjujete tek? Ja, vreme nam ga je res zagodil, ampak raven, ker sem ugotovil, da je tekel na tem glavnem teku 65 tekačev, ker je samo 16 manj kot lansko leto, ko je bil sonce, potem čist nezadovoljno res ne moramo biti. Na krovkom teku je tekel 26 tamalih, pohod je bil pa res ukrnanih, je šlo pa piščica okrog, tam 10, mogoče kakšen več. Tako da vseh aktivnih na današnji dan je mogoče kakšen čez 100. Med udeleženci so številčno prevladovala imena iz atletskega kluba Domžale in iz celjskega judo kluba Sankaku. Ja, zdaj seveda ta prvo omenil atletski klub Domžale, 31. tek je danes, to se pravi za povrstjo, brez prekinitev in ta klub nam stoji vedno ob strani in nam seveda tudi po tehnični plati pomagajo marsikaj. Kar se pa Sankakuja tiče, so nas pa presenetili pred 4 leti, so poklicali, če se lahko teka udeležijo in seveda jaz sem vedel, kakšne eminentne športnice in športnike imajo v tem klubu.
In smo prišli skupaj prvič in zgleda, da jim je všeč in se vzamejo čas in pridejo, tako kot smo gostili pred 2 letoma Urško Žolnir, ki je takrat postala olimpijska prvakinja, je danes tekla Tina Trstenjaka. Ne? Tako da sodelovanje je zgledno in seveda smo ponosni, da pridejo. Tole pa nam je Marjan povedal o sami organizaciji teka. Tako, mesec pa pol prej se začne. Ogromno je administracije, najprej občina, potem upravna enota, potem zdravstveni dom in tako naprej. Seveda, začne se pa pri vprašanju direktorja gostinskega podjetja Trojane. Bojan, bomo skupaj letos tudi, potem isto vprašanje sledi atletskemu klubu, zdravstvenemu domu in še nekaterim v naši vasi oziroma v našem društvu. In če so te odgovori na 5 segmentih, organizacijskih segmentih, potem ni skrbi, potem to naredimo. Seveda, danes bi pa tako rekel, vse tisto, kar se je dogajalo, če bi nas bilo 100 več ali pa 150 več, približno 45 ljudi. In se lahko nadejamo tudi naslednjega leta? Ja, to je ena taka lepa tradicija. Jaz upam, da bomo v naši Krašni, jaz sem že malo utrujen, moram priznati, 31 let. Jaz upam, da bomo počasi spravili skupaj kakšno mlado skupino, ki se bo počasi učila te zgodbe in seveda, mislim, da bi pogrešali. No, naša vas in verjetno tudi marsikdo od rekreativnih tekačev in drugih bi pogrešali to prireditev. Tako da skušali se bomo potruditi po najboljših močeh, da bomo še vsaj kakšna leta prišli skupaj. Ne? Po povedanem smo za komentar prosili tudi Tomaža Jarca iz atletskega kluba Domžale, ki je do absolutnega zmagovalca v moški in ženski kategoriji, ter Marjana Fabjana, ki je pripeljal najštevilčnejšo ekipo. Ja, sodelovanje s športnim društvom Krašna oziroma s organizatorji tega teka za krov sodelujemo dejansko že od vsega začetka. Veliko nam pomeni dejansko to dobro sodelovanje, ki smo ga ustvarili in z veseljem prihajamo z našimi atleti na to tekmovanje iz leta v leto. In kako sam teren ocenjujete, glede na to, da je bil danes dež? Ja, tek v naravi pač prinaša kdaj v odvisnosti od vremena teže ali lažje pogoje. Danes dejansko vreme ni šlo na roko organizatorjev, tako da so bili pogoji težki, sicer pa je proga prijetna, tudi jaz sem že pretekel, tako da jo poznam. Prijetna proga, malo, bom rekel, gorski tek ali pa malo težji kros. In to vašim atletom očitno odgovarja? Ja, naši atleti veliko trenirajo oziroma tekajo v naravi, ne samo na stadionu, ne samo stadionska atletika, tako da jim to ne pomeni pretežkega tekmovanja, pa tudi sicer se atletska sezona na stezi končuje in vzamemo to kot malo, kot druženje ali pa kot bolj zabavni del treninga. In se lahko nadejamo, da boste še v nadaljevanju oziroma v naslednjih letih tu sodelovali? Ja, z velikim veseljem. Jaz upam, da bodo organizatorji vlekli to prireditev, zdaj so jo pripeljali do 31. izvedbe, da jo peljejo še leta in leta naprej in z veseljem bomo po naših močeh, se pravi sodniška služba, pa toliko, koliko sicer pri organizaciji mi sodelujemo, bomo dali svoj prispevek kot atletski klub Domžale. Tudi naši atleti pa sem prepričan, da bodo z veseljem se udeleževali tega teka iz leta v leto še naprej. Vsako leto sem do zdaj prišel, se pravi 5 let že letno hodim in smo tudi letno, ne vem, vreme nas sigurno ne bi mogli preprečiti, da ne bi prišli. Obljubo smo gospodu Držal, ki je organiziral to tekmovanje, Marjano, in to je bila tudi naša dolžnost, če vsako leto, da gremo tudi leto. Zakaj bi prekinili neko tradicijo, ko je bila lepa oziroma to je bilo neko druženje, dobimo se tle vsako tako nedeljo ob tem času in to je nekaj najlepšega. Kako velik del treninga pa predstavlja takole tek? Ja, to je delček tekmovanja, to je recimo 100 dela za velika tekmovanja. Tu dobiješ malo občutka, tekmuješ z nasprotnikom, ki je pred tabo, hočeš biti boljši od njega, to je to. In boste naslednja leta tudi prišli? Ja, sigurno, da vsako leto bomo prihajali, koliko dolgo se bo dalo najdalje, ne?
Izkoristili smo tudi prisotnost olimpijske zmagovalke v judu Tine Trstenjak in jo poprašali, kako se je po Riu spremenilo življenje. V bistvu nič kaj fejst, razen pač bolj medijske popularnosti, pač pa vseh medijskih obveznosti. No. Niste pa prvič na tem krofkovem teku oziroma teku za krof? Ne, mi smo že prej, po moje smo zdaj, ne vem, 4., 5., pač to nam je dober trening. Kako vam odgovarja sama proga? Zelo je pač težka za nas, pač mi smo čist drug šport, ampak pride prav malo spremembe, pa kar strm, tako da se moraš kar malo namatrati. Danes je bilo še deževno, kako je bilo pod dežju teči? Ja, je bilo kar naporno, ampak pač hvala Bogu, da je konc. Kar nekaj vas je iz Sankaku kluba in se radi udeležite tega teka. Ja, kot sem že prej rekla, to je pač dober trening, k nam pač malo spremembe, da ni skozi eno in isto, ne, pa prijemo pa takole malo. Imate zelo intenzivne treninge še do konca leta? Ja, pri nam je sezona celo leto, tako da ni počitnic, čeprav jaz sem zdaj imela po olimpijadi malo prosto, malo sem šla na morje, pač tudi vmes nisem trenirala, zato se tudi malo pozna, da danes ni tak dober rezultat, ampak pač počasi prihajamo na stare tirnice. In kaj je tisto, kar vas iz velikih tekmovanj čaka kot naslednje? Nismo se s trenerjem še nič dogovorila, tako da težko rečem, pač kako naprej. Kot medijski pokrovitelj smo imeli na progi tudi mi svojo ekipo. Za televizijo ETV sta odlično tekla naš nocojšnji gost Miran Kokole in njegova žena Rozalija Kokole. V soboto je bilo v Kranju državno prvenstvo v smučarskih skokih za različne starostne kategorije. Med dečki do 15 let je na 55-metrski skakalnici Žiga Zagorec osvojil 24. mesto, med dečki do 14 let je bil 4. Tara Stratnik, 13. Miha Lipovšek-Ročnik, 15. Matija Prosenc in 19. Loro Pajtl. Med deklicami do 15 let je bila Lara Logar 4. Le nekaj dni prej so kišovski skakalci v Ljubnem tekmovali v pokalu Kokta v Štajersko-Koroški legiji. Na 15-metrski skakalnici je bil med Cicibani do 9 let Anže Bantan 10., 11. Damijan Zupanec, 15. Tej Logar in 21. Gal Izgoršek. Med Cicibankami do 9 let je zmagala Ula Vodlan. Na 45-metrski skakalnici je med dečki do 10 let Jurij Zagorec osvojil 6., 9. mesto pa Val Ostrožnik. Med dečki do 11 let se je s 3. mestom izkazal Anej Raspotnik, med deklicami do 11 let je zmagala Katarina Pirnovar, 3. je bila Tinkara Mlekuš, med dečki do 12 let je zmagal Dominik Zupanec, med dečki do 13 let pa Loro Pajtl. V Reki je potekal 16. mednarodni karate turnir, na katerem je nastopilo več kot 1600 tekmovalcev iz 19 držav. Trboveljčani so na turnirju tekmovali v naslednji sestavi: Urša in Barbara Haberl, Domen Zidar, Ajdin Mujkanović, Luka Ferlin, Luka Perc in Blaž Hribovšek. Domen je doživel poraz v prvi borbi, Blaž je po zmagi in poškodbi moral predčasno končati boje, Barbara je v uvodnih krogih premagala 2 nasprotnice, nato pa z minimalno razliko izgubila dvoboja proti Bolgarki in Madžarki, kar je zadostovalo za 5. mesto. Luka je tekmovanje začel zmago proti Hrvatu, v naslednjem krogu je bil boljši od njega srbski predstavnik, ki se je uvrstil v finale in mu omogočil repasaž, kjer ga je premagal predstavnik Slovaške. Luka je poraz doživel v prvi borbi, Ajdin je v prvi borbi premagal nasprotnika iz Hrvaške, v drugem moral priznati premoč reprezentantu Nemčije. V prvem repasažnem dvoboju je premagal predstavnika Madžarske, v borbi za 3. mesto pa je izgubil proti srbskemu tekmovalcu in osvojil končno 5. mesto. Urša Haberl je nastopila v kategoriji mladink do 53 kg, po borbah v repasažu je osvojila bronasto medaljo. Sledi pregled preostalih tekem 3. kroga republiških kegljaških lig. Prva B liga moški, Pivka Rudar 6-2, prva B liga ženske, Pivka Litija 2-6.
Druga liga moški vzhod, Litija Hrastnik 7-1 ter meddruštvena moška liga, prvi krog Dormeo Zagorje, Železniki, druga ekipa 8-0. Sledi pregled malogometnih izidov. V prvi ligi so igrali tekme 6. kroga, v veteranski trim ligi malega nogometa pa tekme 5. kroga. Gremo najprej prvo ligo. Šentlambert Gamsi Juventus 0-5, Merli, Lovski dom Klančiše Antimon Bar 91 3-2, Pik Panter Športno društvo Čolniše oziroma Mlinše 2 4-3, Barbara Bar Športno društvo Mlinše 1 5-1, Garaža Bar Trbole Gamblers 3-2 ter Športno društvo Čolniše AM Prevozi 2-3. 6 točkami naskoka je v vodstvu še neporažena ekipa Juventus. Preletimo izide veteranske trim lige, Pizzerija Kukuca odpisani 1-1, Zasavje United Športno društvo Prapreče 4-2, Jerry ZGD Mizarstvo Zupanc 7-1, Škoti Beksel Bar Udarnik 4-0, Športno društvo Mlinše Športno društvo Čolniše 4-1, Antimon Proletarec 2-4, Luka Barpolje El Muhi 1-1, Športno društvo Izlake Šentlambert 0-2 ter tim Hrastnik Zasavc 3-1. Samimi zmagami so v vodstvu 4 ekipe, Jerry, Škoti, Mlinše in Zasavje United. Preletimo še lestvice najstrelcev. Po 5 krogih sta po posebnem točkovanju s po 10 točkami za zlati prstan v vodstvu Jaka Bizjak iz Juventusa in Marko Arh iz ekipe Šentlambert. Torej, tudi letos bo naša televizija v sodelovanju z Zlatarstvom Bajde najstrelcu 4 medobčinskih lig podelila zlati prstan. Še tole, po 5. krogu je 17 zadetki v vodstvu Boban Simič iz ekipe Jerry ZGD. Naša televizija bo najstrelcu veteranske lige v sodelovanju z restauracijo in pizzerijo Naš hram Kisovec podelila vrednosti bon za 50 evrov. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej in srečno.